ti da greš recimo v neko meditacijo, duhovno metodo, pa tako naprej, pa da bi ti, a veš, kaj ljudje rečejo. Meni je bilo, da boste razumeli, s čim imate opravka. Nekdo vam bo, tudi za vaše kliente, kaj niste klerikisti, kako te na masterclass in tako dalje. Torej pomeni, greš meditirati, greš delati reiki in v enem trenutku ti bodo ljudje rekli, zakaj si poiskala reiki. Torej, nekaj ti je bilo hudo, dejstvo. In zato si poiskala reiki. Ali pa meditacijo, ni važno. Ali pa, ne vem, karkoli je že je. In ko si ti dovedla reiki, ali pa meditacijo, je postalo še hujše. Bojo, recimo, Irena, tudi tebe, ki delaš z ljudmi, da boš razumela, bojo ljudje rekli, bilo mi je še hujš. Jaz mislim pa pol umrla. Že prej je bilo slabo, z dovajanjem reiki pa meditacije postalo pa še slabše. To ni to, ljudje božji. Moramo vedeti, zakaj se gre v resnici. Zadeva v osnovi je bila že toliko slaba. Kakor jo potem doživite, ko dovedete meditacijo pa reiki, samo da ste prej imeli čez filter in tega niste vedeli, zdaj je pa obelodanjeno. Reiki pa meditacije je nekaj, kar ta filter odstranjuje in pokaže, kaj je spodaj. Seveda smo pol mi, ki delamo terapije, pa tako krivi, to je Kristi, zato ker ona to ne zna delati, zato ker je z njo nekaj narobe. Ja, valjda, da je lažje, če nekdo drug kriv. Ampak to je isto, kot imaš recimo aplikacijo, a veš, une aplikacije, ki ti ful zgladijo kožo in ne vem kaj. In ti imaš recimo, ne vem, ful kožo v slabem stanju, pore se vidijo razpokano, izpuščaje in tako dalje. Grozno kožo imaš, nekaj se dogaja, nekaj njej ven buta. In ti hočeš narediti neko objavo, na Facebooku ni važen, in čez vržeš filter. In ta filter, kaj tebi naredi? Še kad ste bili otroci, niste tako izgledali, okej, to je dejstvo teh filtrov, ne? Čisti zgladi kožo, čisto zgledaš kar risanka, ni rdečice, ni ga mozolja, ni ga gube, ne? In zdaj ti to objaviš in to podobo sebe predstaviš svetu. Pač to so ti moderni filtri. Ampak dejstvo je, da tudi če si ti ta filter dal čez, je tvoja koža spodaj v resničnem stanju. Zato, da boste to razumeli. Torej, zato je tebi včasih slabš, ko nekaj meditiraš, ali pa dovajaš reiki, pa ne vem kaj, zaradi tega, ker v bistvu gre mimo tega filtra in ti v ogledalu pokaže resnico tvoje kože, v kakšni koži v resnici si. In eni ljudje rečejo, wow, se tega lotijo reševati. Nekateri pa rečejo, nočem tega videti. Tudi to lahko naredijo, zakon svobodne vole. Ampak dejstvo je, da če meditiraš, če delaš reiki in ne vem kaj, ni to tako, da to zadeva poslabša. Zadeva je v osnovi bila toliko slaba, samo tega se tega nisi zavedala. Energije obelodanjajo resnice. Verjamem, da je to boleče videti, verjamem, da nisi navdušen nad akterjem, ki te je pelil tja, da to pogledaš. A ne? Ampak ne pomeni pa, da ni res. Vem. Ampak jaz bi rajš videla, da vem, kaj v resnici z mano, zato si lahko pomagam, pa da grem lahko to pucat, kakor pa, da bom rabila živeti s temi posledicami čez 5 let, samo zaradi tega, ker nisem hotela zdaj v to pogledati, ker ni bil pravi čas, ker zdaj nisem to slišala, ker čez 5 let se bo že to slabo stanje, ki ga reiki pa meditacija ozavestjo, bo še 100-krat slabš.
potem iščejo nazaj ljudje rejki, meditacijo, kakorkoli že. Sam naloga je pa veliko težja, ne? Veliko težja. Zato recimo sem jaz zdaj naredila angelski rejki, ne? Oziroma nadangelski rejki, ki je mogoče malo drugačen kot Reiki Masterclass. Reiki Masterclass je zelo tako terapije, pa tudi za ful zakompliciran primer, ampak zelo tako ki hočejo ful delati z ljudmi. Jaz sem videla, da ljudje res niso v redu, ljudje res niso okej. In zdaj ta resnica kar dosti buta pred oči in nadangeli, recimo, če daš v Reiki noter nadangele, to tako malo zamortizira vse skupaj, a ne, zamortizira. In ko se soočaš s tem, te zna hkrati tudi pomiriti pa pobožati, tako da si unika, to se tudi terapija mi boš lahko pomagal drugim ljudem, ampak ko rabijo to zase, takrat bi pol jaz recimo svetovala angelski reiki vsekakor, a ne.